Je. Majice so še vedno v prodaji, Loka kava nas še vedno napaja, vse po stare. Danes gremo naprej zgodbo, ker je bil prvi par celo uspešen, smo se odločili, da nadaljujemo naprej. Zato danes z nami na podcastu na 23-ki Ris, Luka Zorenč. Dobrodošli na 23-ko, tako je Neva rekla Luka z mano. Kje si legenda? Povabil sem je, pa prišel sem. Ja, to je to. Vidim, da si prinesel svojo knjigo, svoje knjige, tako. Daj mi povej, kako je šla prodaja oziroma zdaj po toliko cajta, ki je minil. Kakšni so odzivi za knjigo? Odzivi za knjigo, nimam še negativnega komentarja, še čakam na ta dan. Verjamem, da je kakšen tak, ampak se še ne upa odkrito povedati. Overall, jaz sem zadovoljen, ker statistično recimo semi uspešna knjiga v Sloveniji se proda približno 500 izvodov, jaz sem trenutno na 2500. Se pravi, si nad semi uspešen. Ja, zakon. Dobra ekipa je za mano, zato. Zakon. Zdaj greva kar začeti podcast. Napisal si eno objavo. Se pravi objavo, da jaz sem razumel, da bi mogli imeti mladi oziroma to izkušnjo vojaškega roka. Tako nekako, ne? Mislim, ja, tako nekako je izgledalo, samo jaz nočem, da mladi grejo v vojsko. To ni moj namen je, ampak tudi ni. Jaz hočem, da za mlade, da se uvede ne vrste državljanski rok. Zato, ker v tem času se mi zdi res neumno siliti nekoga v nekaj, kar noče. Tako da jaz sem za uvedbo državljanskega roka, ki je sestavljen iz tega, da ob določenih pogojih mora fant ali pa punca iti v vojsko. Če noče iti v vojsko, ima na izbiro drugi rok, kar je policija. Tretji rok, če noče iti v policijo, gasilci. Če noče iti v gasilce, civilno zaščito. Če noče iti v civilno zaščito, gremo med reševalce. Kaj pa tabornike? Ne, to še ne bi. Ker se mi zdi pomembno, da mladi doživijo še vedno eno strukturo in da so iz vseh vetrov potisnjeni v ene skupne bivalne prostore, da potem enega iz ulice, enega revčka, grejo na vojaški rok skupaj z enim odvetnikom. In zdaj sta oba dva enakovredno nič vredna tam v tistem usposabljanju in se lahko pogovarjata. Kdaj se boste še tega človeka, kdaj je tako srečala? Če ga odvetnik branil. Ja, točno, če imel dovolj financ za to. Aha, se pravi, zaradi tega tako razmišljaš, v bistvu, da je kaj enakopravnost ali je bolj ta disciplina pa to? Ne samo za enakopravnost, bolj za disciplino in spoštovanje. Zato, ker zdaj v naš svet, kakor hiter je večino starševske vzgoje prevzela televizija, oziroma ne več toliko televizija, ampak zadeva tukaj, telefon. Starši nimajo dovolj časa, ko se to delajo, pa kupijo pametne telefone, tako da Intel inside, idiot outside. In tako se zdaj dela in so več ali manj mlajše generacije poznajo samo pravice brez dolžnosti. In sej državljanski rok ni tukaj, da vzgoji otroka. Zato so starši, tako je. Ampak vsekakor bi pomagali, da se jih vsaj malenkostno v pol leta pripravi na realno življenje, ki je. Da ti eden reče, da moraš pospraviti posla, da ti eden akademsko občuje mater, recimo, vse ti nikoli dobesedno ne reče, samo vidiš v očeh, kako je. Da ti ne prideš lih iz faksa pa 26, 27 ali pa ne, pa 32, kdaj kakšen, in pol prideš prvo službo, in pol šef, stara šolska legenda, in si bil vedno poseben celo življenje, ti pa reče,
Kaj je stavo kreten? Kaj je stavo? Ja, ti ne znaš Ja, ti pa tam jokaš, mami, ali kam je rekel. Ja. Mislim, treba je malo, počasi treba naše slovensko drevo trest, pa da bojo kakšni grehi iz preteklosti padla dol, da bojo kakšna neumnost padla dol, ker takole načeloma ne gre. Jaz sem uspešen v Sloveniji večinoma zgolj zaradi tega, ker znam reči živijo, hvala, prosim, spoštujem starejše. Ampak, a si to dobo, a si tako vzgojen, a si to dobo v vojski? Veš, kaj mislim povedati? Oboje. Oboje? Ja. Vojski sem, mislim, na poseben način me je specialna enota vzgojila, že pač s temo je, najprej se razbije famo, da mi lih ne pridemo ni treba, da pridemo do končnega cilja samo z agresijo, če je treba včasih tudi malo govoriti lepo. Pač you have to play the game. Treba je pač malo levo, malo desno. Kaj boš ti dosegel, je specialc, vem na občino, pa tam, jaz sem toram. Ja, agresija. Ja, kaj je ona Petra na občini, kaj je to vse? Ona je tam, ja, ona je 8 ur, ona je sem tako. Čez 8 delovnih dni imamo časa. Lepo zdrav, kako ste bi danes, vidim, da je gneča, pa ta COVID situacija, ampak sej bo, resko, že vidim vas, kako malo te poličnake, sem malo zmatran, ampak lej bo, ok, prost. Jaz sem pa tukaj prišel, to pa to rabim, pred bo drugačko, ker pa to rabim. Ja. Ja, si to, ta lepa beseda mesto najde, ampak nasploh je tako, ne, v lifeu. Aha, zato. Pa misliš, da to pri zdravnikih ali pa pri takih stresnih šihtih nasploh, a to može biti tak človek, se to te nekako ne more nekdo naučiti. A veš? Ne vem, če ti lahko kar enkrat zdaj bom pa jaz šel v vojsko in bom zdaj karatov prijazen. Ker mi zdaj govorijo o prijaznosti, ne govorijo o disciplini zdaj. To dejansko nisem, mislim, je lahko prijaznost, pač, ker je normalno, pač, že na takarju, ko naročiš eno pijačo, rečeš, živijo, tolerirat, prosim, hvala. Ja, se zadnjič videl, Salvador, ja. To še to. Ko te včasih kakšen kilometr pogleda, nasmej se. Ja, prijaznost je že je tako omejena, da vsakeč, ko to rečeš, ženske mislijo, da flirtaš z njimi. Že tako je, nekaj če. Kavo, podaljšano. Loka kava. To. Ne, mislim, je zgolj to, da se naučiš funkcionirati v skupini, ki ti načeloma ne odgovarja. Zdaj, ker mi se skozi samo zapiramo v tiste svoje, vse skupine, zaprti smo v skupino isto mišlečih. In nobeno drugo mnenje pa ni vredno to. Zdaj boš pa 20 različnih mandlcev iz vseh vetrov boš dal v skupino, dal jim boš skupnega sovražnika, kar je recimo inštruktor, in zdaj so oni pač proti, the enemy of my enemy is my friend. Recimo na ta pogled. In dejansko bo lahko večkrat bojo šli kdaj na pivo, večkrat se bojo podružili, bojo lahko različna mnenja slišali od drugih. Ne pa sem tako, ti mi nisi všeč, blok, unfollow, prijava na Facebooku, take banalne stvari. Tako, ali pa jaz zjutraj ne bi vstal, to mi ne paše, mi ne paše. Ne? Ja. V bistvu si prisiljen, da čist nekega kretena, recimo. Ja, točno to. Moraš pojesti govno, ja, pa, po domače rečeno. Tako je življenje. Life, vsak misli, jaz sem sam svoj šef. Lej, upoštevaš cestno-prometne predpise. Nisi lih, ja. Pač ni, sam svoj šef, a res? Si svoboden. Pet zdaj na Hrvaško brez COVID, hitrega testa. Kaj boš naredil? To se boš vprašal. Mislim, ta svoboda je izredno relativna. No. Kje si bil zdaj na zadnje? Iz kje si prišel zdaj? Službeno sem bil, kako sem zadnje govorila, v Keniji. V Keniji? Ja, pa sem šel pa še mečken za malo poslovno, malo za dopust, za 3 tedne še v Egipt. To je pa tudi to, pa zdaj sem nazaj, dobre 3 tedne. Pa kvar spet grem kje. Aha, spet. Eno stvar si mi rekel zadnjič, ko sem bila na kavi, mislim, da je to zelo pomembno. Neko pokopališče si omenil. V Egiptu. Ja, mislim, v Egiptu jaz nisem jaz
Ja, ti sploh greš veliko potujem, relativno veliko potujem po svetu. In jaz načeloma, grem tudi pogledati tiste znamenitosti, ki so za pogled. Samo jaz nimam rad teh turističnih pasti, tourist traps, da greš kaj in da me vodijo k eno ovčko, da brez mišljenja. Jaz, ko grem v eno deželo, ponovadi, tako, ko raziskujem, to je, kako bom zrihtal svoj prevoz do kaj, pa nazaj. Jaz take stvari tudi grem, jaz nerad grem tam po tisti ulici, ki največ gre od turistov in pa ti vsak gre prodajati na vsakem voglu 10,000 šalov, pa rekel, ker na koncu si tako živčen, da ti šal tam nekam zatlačil, kam sonce ne posije tokrat, se ne, jaz se rad takim zadevam izogibam. In pol odkriješ kar kakšne take, rečemo, bisere, recimo Egipt, vsi Magical Egypt, ki ga reklamirajo pa vse to skupaj. Ja, se je dosti zavedati, Luxor, Hurghada, piramide, to je pa kar večina ljudi na tem svetu ve. Da greš pa recimo po Kairu, ki je, koliko je, 20 milijonov ljudi noter, je City of the Dead, mesto mrtvih. Eno področje je približno 2 milijona prebivalcev, kjer so ljudje že, ne vem, že generacije oddajajo svoje parcele, pokopališča, da pač lahko družine živijo tam. Oni lastniki minimalno plačujejo njim za vzdrževanje. Oni vzdržujejo, tudi ko je pogreb, se umaknejo, gremo spet nazaj in tako je, že 2 milijona. To je res. Tako jaz jih ne, mislim, jaz grem samo nisem šel res tako, da sem se sprehajal, ker našem turistu, pa slikati, pa vse to, ker tam hitro se začne še malo bolj dret. Resmo tako, malo hitro se pojavi kakšna stresna situacija, ki je treba... A gre njim na kurat, če neki fotkaš tam pa tako nasploh? Mislim, načeloma je Egipt je semi-funkcionalna država. Sicer je Egipt pa Južnoafriška republika so najmočnejše države v Afriki, ja, ampak Egipt je že par let v semi-vojaška diktatura, ker so razglašene izredne razmere, tako na vsakem voglu so checkpointi, na vsakem voglu so te vojaki, ki delajo še naborništvo in tam skozi slani. Se ne da kaj dela, ampak to je videti. Ja, pač military scena, ne? In ni lih, mislim, jaz ne slikam, oziroma jaz vem, kaj lahko, kaj ne, pa kdaj lahko slikam, kdaj ne. Pa što je taka velika neumnost, ker lahko pri random postanku ti lahko za zakonodajo podprt vsakemu turistu vzame telefon in pregleda, kakšne slike imaš. Tako da bi ti sliko... Tudi če zdaj se sliko doma, kabel ven, vse neki kao... Nič ni problem, ja. Učudo. Ja. Ne, mislim, tam pa zapor lih ni najlepša, ni lih v Kopru, da ga imamo, veš to. Tako da, bom rekel, Egipt je izredno varen za te turistične destinacije, ko vsi grejo, pa itak te vodijo kaj eno ovco, pa greš kaj, pa pogledat, tako recimo, ko grejo kakšne na Kubo, ki vse po najbolj turističnih zadevah vodijo, to je vse izredno varno. Res, ker je to že ustaljen, vsak dobi denar in potem oni hočejo, da so še vedno plačeni za tak mh. Če greš pa tako malo off-road, pa po teh, ki so manj prepotovane, marsikaj odkrijejo, potem moraš imeti, rečemo tako, varnostno kulturo, da se zavedaš, kam lahko greš, kako oblečen. Da niso padljivi. Mislim, kako boš, jaz sem bel, kako ne bomo padljiv. Dobro, če vždy zlato uro hodil okoli tam... Ja, ne, jaz sem zdaj to. Bo rekala El Chapo z Orenč. Tako da, pač samo, tukaj je ta slaven rek, ko si v Rimu delati kot Rimljani. Tako nekako se moraš obnašati, da si, mislim, ne da si opadljiv boš, samo da nisi viden kot nekaj abnormalnega. Ok, ta pokopališče, zdaj ne da mi to miru. Čakaj, se pravi, mene pokoplje, jaz umrem. Ja.
In zdaj nekdo živi nad mano, pač gori, to je tam tako pač moralno navaden. Ja, se mislim, kaj pa je normalno. Ja, vem, ja, dobro, zdaj klele, če bo Kranju prišli verjetno en šotoram, če bi se na grob od moje babice, po moje, tam zakampiral, ne bo to tako malo. Mislim, kaj je... Niso oni ful vrživedni. Ne, mislim, kako sem rekel, kar je za pajka normalno, je za muho kaos. Sem pet v en predel sveta in to je za njih normalno. A je, mislim, tako. Ja, pač. to je čisto sprejeto. No, meni ima tako, mislim, jaz res tudi ne bi da Brita fužil, no. Mislim, Ja, no, okej, če po noči greš pogledat, mislim, če grem kakšnega svojega kolega pogledat na žalah, ni lih najbolj prijetno vzdušje. Tam pa živijo, otroci igrajo med grobovi, imajo gole postavljene med dvema grobnicama, je tako, res. Ok, nisem videl, da lahko uporabiš na grobni za tako. To je za njih normalen, vsaj tam na tistem predelu. Sej drač, je tudi Garbage City, je tudi mesto smeti. To sem slišal. Ja. Mesto smeti, en del prebivalstva. Se prav tako reče, a ne njim neki garbage people, kako so že v bistvu oni. Mislim, so takšni in drugačni izrazi, ki ne bom jih izgovarjal, ker jaz poznam samo tiste negativne prizvoke, ampak ena kasta, rečemo, jih pobira zvečer smeti in vse to zbirajo domov in pol starši, žena pa otroci pa to sortirajo in to se prodaja naprej. In tam veš, daj si v Garbage Cityju, ko je strašno smrdi. Ja, po moje, Ja, ne, ko vidiš, pa to je vse zložen, kako ne rečem, to smeti potem neki nareje v temu in to jih imajo noter v stanovanju, v dnevni sobi, je kar tako vidiš, pa kar A ti kaj drogo ponujajo tam? Hašiš to, imajo? Meni nobeno. Verjamem, da se da dobiti, kakor v vsakem kotičku sveta se da dobiti. Jaz ne bi se s tem igral, še posebej ne tam, ker tam greš kar hitro mislim, če te dobijo, greš izredno hitro v rest. Ampak imajo pa tudi tako so ustaljene farme tam. In doskrat tiste farmerje ne dobijo, ker pač podkupujejo ta prave ljudi. Ker, mislim, Egipt, koliko je? 90%, 95% prebivalstva, kar je 100 milijonov, 103 milijone Egipčanov. In od 103 milijonov teh 90-95% živi na delti Nila. Vse ostalo je pa sem pustinja in nobenega ni tam. Tam malo tako, je malo, rečemo Texas, Badlands. Kaj pa zdaj ti tam v Egiptu drugače? Malo sem šel dopustniško. A je tako? Malo sem šel dopustniško, enega poslovnega partnerja sem šel pogledat. Potem pa jaz obadam zdaj tudi rečemo zasebnim varovanjem. In kdaj recimo, če hoče moj klient iti v Egipt, si poslanke, da pregledaš najboljše lokacije za njih, kakšne so in da že kakšen recimo mrežo narediš ljudi, da lahko tam potem tvoj obisk mine brez večjih presenečenj, pa da je vse lažje. Pa zaradi česa bi se pa recimo ljudje odločali za najeti recimo osebnega bodyguarda, kaj so celebrity, zaradi denarja ali kaj v bistvu ta... Nimam izredno dosti izkušenj s tem, ker sem šele začel Dobar, v teh vodah, ampak to so ljudje večinoma vsi premožnejši in ja, ko si premožen, si tarča. Tako je. Sploh tam ne. Ja, mislim, to so države, ki imajo recimo manj turistov, mislim, če niso lih v turističnih destinacijah. Kjer je pa najbolj nevarna država v Afriki, bi rekel? Glede na tvoje izkušnje, ali pa tako. Zdaj si se pogovarjal o skenici z rangerji. Mislim, to, karkoli bi rekel, bi se zlagal, ker je to, mislim, v vsaki državi so takšne drugačne frakcije, borci za svobodo, ki, ne vem, hoče volitve in pa sekajo roke levo pa desno, ali hočeš dolg rokav ali kratek rokav. Te vprašajo, daj pa daj. Tako da ne morem reči. Daj pa kdaj ti vprašajo, tako kao nada. Ja, mislim, to so
Mi se res Slovenci se ne zavedamo, koliko smo lahko veseli, da smo v Sloveniji in da lahko vodo piješ iz pipe. To je taka zadeva, ki je neprecenljiva za 70% celotnega prebivalstva sveta. V Afriki pa, ne vem, tako, no, mislim, izredno luksus imamo tukaj. Se ne bom rekel tam, da niso lepote tam, ker so prizori, ki ti jemljajo dih, ampak so pa tudi, recimo, za njih normalni prizori, ki bi vsakega najbolj trdega človeka zvil. Ker to, kjer je najbolj nevarna, lahko rečem, Mali, Somalija, Mozambik, zdaj le trenutno Nigerija, Južna Afriška republika, predeli. Ful za orožje se gre. Zdaj vem, da ful neki varnostniki ropajo pa te v Južni Afriški republiki. Zdaj sem gledal neke dokumentarne filme. Imajo problem s tem, ne? Vsekakor imajo problem s tem, ampak zdaj je najbolj popularen to se dogaja, se skozi dogaja. A slišal za to tudi? Ja, enega gospoda, ki je zelo dobro reagiral, ko smo hoteli rukniti ta armored car, ne znam slovensko to reči. Denar so prevažali v... Ja, se pravi, se vemo, kaj bank... Ne znam slovensko izraz. Armored car. Fifth. Ko ne veš fifth? Okay. Armored Card, stari, to je to. Armored Card, ja. Google, da je Google za laufaj. Ne, ja, ampak to se take zadeve se ponovadi to pride v javnost, ko belec umre. Tako bo, ne vem, ko bo 40 črncev umrl, a lahko rečem besedo črnc, zastisnično ali pa kitajskega, ne vem. Ne, ampak ne, tako povem, ko 40 domačinov tam umre, to ne bo prišlo v novice. En italijanski turist, da bo podlegel, Wow, ne. Ja, po celem svetu, najprej Italija, pa celo Evropo sledila, pa Američani, enega Italijana so ubili. Da so pa tam eno celo vas zradirali eni, pa kaj pride, mogoče v CNN, tista tekoča mehna. To je to. Kaj pa s tem pirati, vem, zdaj v Somaliji so imeli probleme, ne? So to ribiči včas in nimajo več rib in so kaj pirati ratali varianta, ne? Ne, mislim, vse to narobe si predstavljamo to kot pirati, kaj tegale... Johnny Depp. Johnny Depp. Fifth, oprost, jaz sem ful za toho drugače. Tudi tako, kot oseba sem za toho Fifth. Ja. Sam malo više si do majka. Jaz? Ne mi govoriti, kaj ne delam. Ja. Fifth. Ne, ja. Ne, to ni tako kot Johnny Depp, to so ponovadi v enem lesenem čolnčku z eno mašino pa preleti kaj in proba rukant, pa kakšno podkupnino biti in to niso strašno sposobni ljudje ponovadi. No, to so bottom feederi, ti dobijo najmanj denarja tam. To vse je pač režisirano od drugih ljudi, ki so na kopnem, ki se več ne mažejo v rok. Ti res najmanj dobijo. In to mi si malo to res narobe predstavljamo, da je to krvoločni morilci. To so ljudje, ki so na robu obupani in nekaj moram delati, da imam na hrano družino. Se ne bom rekel, da to upravičuje, da kogarkoli so ubijali, pa kogarkoli, ampak njih pobijati tam, ali pa, mislim, večinoma jih tam na morju, ki ti čamac razbijajo, pač bojo umrli, kakšni že ne znajo plavati. Da mi njih unesposabljamo, pa vse to moramo delati, ko pač tankeri morajo normalno varno pluti in kdorkoli je gor je zadolžen, da poskrbi, da je cela posadka varna in je treba to poskrbeti, ampak to ni reševanje težave, to je samo obliž se daje na rano. Inficirana rana je, pa dajemo samo nove obliže, namesto da bi pač rano odprl, čisto za fiziološko, z jodom. Izvorne. Ja,
treba izvor. Imaš dober film, Captain Phillips, čez levo, ta film Tom Hanksa. Tom Hanks nam nikoli več, mislim, kadarkoli ga bom videl na tališču, rekel, da bom šel z njemu potvati. Ja, poglej, vse filme, vse skozi, Castaway, Captain Sully, ne? ja, Terminal, Ja, Castaway. kadarkoli je potval, je šlo. Pa je bil še, ja, Captain, ja, si rekel, Captain Sully. Ja, pa Green Mile. Skozi bo ena frka, reč, ja, Karajna, on je bil skozi frke, bi se. Ampak on je res hud igralec. Meni je on čisto hud igralec. Drugače ta Castaway, stari. A ti znal preživeti zale, da te jaz dam zale na otok? S čim? Ne, z ničemer. Kaj je prva stvar, ki bi jo naredil? Verjetno bi se... Primer, ne, a ti lahko scenarij naredim. Okej. Primer. Scenarij, zdaj sem te dal v pozicijo. Ti si, ne vem, na jadrnici, primer, plujete po balju, neki ono, veter te odnese, jaz skočem dol, ker me, ne vem, pač odpihnal takrat, ki je bil tisto orkan, nimaš nobenega več in pristaneš na otoku brez ničesar. Kaj je prva stvar, ki moraš za njo poskrbeti? A imam še jadrnico? Deva reči, da recimo kao na pol potonila, lahko jadro imaš, recimo, da je to ti pustilo. Ja. Ja, Kao to lahko rešil, recimo. No? mislim, a sem poškodovan? Ne, kul si. Nisem. Želim si, kul si pač. Ja, mislim, a bi lahko preživel ali ne, to je vse odvisno od volje, pa iznajdljivosti, kaj si bil naučen predtem, samo če nimaš nič, ne bo nič. Pa vsi tudi narobe interpretirajo to preživetje v naravi, pa vsi mislijo, da je to luksus. Ne, to je pa z razlogom je bolj pokažen preživetje. Ja. Če preživiš, to ne pomeni, da živiš. Pač to je ono, tiste črvčke ješ, tiste voda tam, kondenzacijo zbereš, da lahko piješ, ampak to je v pravem pomenu preživetje, to je trpljenje in če boš ti imel voljo do življenja, boš zelo asketsko lahko preživel dosti časa. Če pa ne, boš pa sedce pa crken, mislim, kaj ne rečem, pač delati treba. Ampak ja, kaj najprej zavetje, da te sonce ne skuri na polno, najdati vodo, potem pa boš počasi ratu lačen, ne vem, če je jamenica zraven, pač scavenge, kar uporabnega najdati, opremo dati kje, probati za signalizacijo narediti nekaj, malenkostno hodati levo pa desno, da veš pač, a je mogoče kje je kakšna znaki življenja ali je kakšna komunicijska pot, narediti plan, temu slediti, probati se rešiti, samo recimo pragmatično, naj svinjo v buče. Recimo to, ne vem, Bear Grylls pa te zadeve. Gremo se, zdaj bom pa vzel nož, bom zapičil v zemljo, ker skoraj pripadna stena, pa se dol abzajlo s tistim nožem, tako nekaj čud. Ne. Pa dobro, se on je norc, po moje. Samo on v bistvu simulacijo kaže tako, po moje. Se, a veš, se ima produkcijsko ekipo. A ni on sil, drugače? Ne, Sasovc. Sasovc, pa tudi s kolege naredil, je šel, ne? To pa ne vem, to je za Sasvem. Ja, težko tudi. Jaz poznam člana njegove produkcijske ekipe, Stenija. Ne, se mu ni, ali je tako? Ja, mu je. Poznam člana, ki je hodil 3-4 tedne pred njim za celo ekipo in skrbel tam skrbel za varnost, za logistiko, komunikacijske poti in vse te zadeve, še do domačinov jih vprašal, kako pa narediti to pa uno, tretje, pač res. In pol je šele on prišel, sej on je bil za to plačen, za vse to delo in ga pač vpraša, kaj pa je treba, kaj pa kle zna, tole pa to je, tako da jaz poznam človeka za kamero in kaj je treba dejansko narediti. Ker v naravi ne smeš vzemati preveč rizikov. No? To vsak rizik, ki ga narediš, da boš ti gležen si pol zlomil, ti boš šel po gobe, že to, da se boš ful porezal. Jaz sem medicin, da boš šel ful porezal, pa nimaš nič, sejnik, marsikaj lahko improviziraš, samo antibiotiki so antibiotiki. No? Tako da je zelo kočljivo. Tako da, kdorkoli se uči preživeti v naravi, od Bear Gryllsa
močno odsvetujem. Ja, itak. Ker je preveč, mislim, Šov je, no, se pa šov, tudi razumem, šov, šov je, šov. treba pa tudi prodajati. Če bi dejansko šov naredil tako, kot je, se bi brez veze, se na meni gledal. Kaj? Ja, imaš tu nekaj, da je nafred. Ti se mi zdi karil, po mojem. No? Jaz pa nisem, slišal sem, A nisi? Ja. nisem gledal. Poglej si. Mislim, ne vem, zakaj mora biti nagi, ampak pač kao, da nimaš nič. Ne? Se pravi, moški in ženska sta par, ne poznata se, spustijo jih nekje v naravi, recimo zdaj bomo rekli v Bolgariji, v gozdovih. In primer. In Bolgariji, da nekaj te ne... Okay. Ja, ne imaš, posodnaš, ko pač... Si gledal film Hostel? Hoj, gledal. Hostel. Gledal, fuck. Ti so na Slovaškem, a ni bilo. Ja, pa Romunija zna biti, veš. Ja. Romuni so taki, pizda Romuni so. Tako kot Borat. Ja. Ja, in v glavnem, in ona dva sta tam naga in imata 21 dni, da preživita. In ti se kar tako, pač produkcijska ekipa je dokaj oddaljena zaradi tega, ker imajo pač svoje kamere, ona dva imata sabo kamere in pač dejansko greta v... In se vidi, koliko jih popikajo, koliko jih ne, kar jeba, ne. Preberi listu pa itaka, ne. Škaj pa je snemo dan kula, ne. Poje pa marsikaj, ne. Ja. Tako da klej je po mojem dobuno prodajno noto, veš. Poje pa vse, ne. Dober sem. Ja, preživeti je v naravi, ne. A rad, mislim, kdaj greš tako pač v gost, pa tako, da si, bom rekel, tako camping pa to, ti blizu to? Ne, Ne, niti malo ne. ne, imaš to do tega na šihtu verjetno. Dosti sem v vojski, pa že zdaj po Afriki, po Afriki, ko to delam, mislim, se mi ni res odveč, pa znam to delati, samo da bi pol v svojem prostem času, pa šel pa ne, Res fanatik, ja. 2 tedna, brez vsega v hosto, ne. Zakaj si to delal? Ne, res, da je toplo, da je kotar, takole lepo. Mislim, ja, si vsaki tu cajt, ja, že na šihtu me dosti zebe, kdaj doskrat. Komarji me pikajo, gledam, če bo kakšen slon preletel iz kje. Vem, da hrano spravljam malo drugače, za tega, da pač levi ne pridejo. Veš, že tako, pa da grem, mislim, pa da v Sloveniji šel to delati. Mislim, jaz nisem, meni to ni, no. Ja, ne vem, ja pač ne vem. Ne, sej, nekog zdivji. Ja, ne, sej, že na šihtu imam tega zadost, tako da nisem res toliko entuzijast potem, da bi to v prostem času naredil. Kak ne rečem, vedno v življenju moraš narediti balance med tem, kar je, da ločiš zadeve, ki so šiht, pa jaz rad upravljam svoj šiht, ampak da ni potem nobenega prostega časa, da je samo ših. Ti moraš se znati odklopiti, pa da greš ven iz tega mindseta, da delaš nekaj, kar je sploh ni povezano. Tako se koso brusi. Tako se skero brusi, da si lahko potem dober, da se lahko znaš sprostiti, pa da ne delaš tega, ne pa da si skozi v coni. Kje grem? Ja, imam orožje, imam nož, pa vse. Veš, chill. A veš ta, ti, ko si narediš kao brlog v Afriki, jaz gledam te dokumentarce, zdaj jaz govorim, a je to res ali to ni res. V Afriki imaš te grmičevja, ne? A dejansko, ti meni zdaj rekel, da bom jaz si ta grm dal okoli sebe, ka ima trne, in da pač lev navšel noter oziroma neki gor dol. Ker to se gledal pa nekaj, da je nafrejt. Sta ona dva šla tja, zakuril me jih onogen in je rekel, to je dovolj, to me bo branil. Lačen lev, da navšel tam. Ne vem, če je lik dovolj, je pa boljš kot nič, no. Ne vem, če je lik dovolj. Ne, vse to, mislim, pri delih Afrike še vedno, ne vem, posedijo kaktus okrog za že živo mejo. Recimo, okrog svojega compounda, da je proti temu eno tako improvizoriš ograjo si naredijo tudi s kakšnim grmičem ali pa kaj takega. Ja, ampak koliko je to dovolj, če je res lačen? Pa se verjetno se žival navad, po mojem, se tam živi toliko časa, se ve, da to pič verjetno. Se veš, koliko je kleje v podzavesti njeni, ne? Ja, mislim, ja, vse se navadi, samo kak ne rečem. Jaz poznam primere, ena 3-letna punčka je odlutala stran iz svoje hiše, ne mislim, da je bila samo 20 metrov stran zvečer in jo je snedel lev. Najdel so po iskalni akciji so najdel samo krvave, neki krvavega oblačila, pa neki las, pa en tale čeveljček. To je bilo tudi to. Tam so te rangerji so imeli iskalno akcijo, pa vse to skupaj. In
kako je to, rangerji varujejo te divje živali, da se te zadeve, da divji lovci nič ne naredijo divjim živalim. Zdaj so pa iskali truplo, mehne punčke, ki je tam jo je snedla tam enemu domačinu. Tisto grmičo je ni bilo dovoljno takrat. Ja, tudi verjetno, tudi po to žival morajo usmrtiti, ne. Po mojem, če enkrat proba človeško kri... Ne. A ne, nič ne. Oportunistično je bilo to. Ni tako kot v Sloveniji, kaj vem, ko je en medved napadel, pa je malo prasko enega, so ga šli izkiniti. Ni bilo dolgo nazaj to. To pa ne vem. Ni bilo dolgo nazaj. Bilo je, mislim, da je bilo letos. Aha, ne res, ker sem jaz utojen, res malo. Ja, no, pač tako, ja, da ti povem, ne. Ja. Aha, okej. Rekel si v Keniji, da so bili požari, ne? Da so dol tako, no, rekel ti sušni požari, kaj je to? Mislim, ko je sušna doba, je pač več požara normalno. Ja, ne, tako nisem hotel zdaj to nič kaj uničiti. Da me zmija, ne, uhaki. Ne, ko je sušna doba, je pač več požarov, to je normalno, si tudi na Krasu je. Mi smo imeli ene parih, najhujše je trajal 3 dni, približno 12,000 hektarov je šlo v luft. In 3 dni smo mi gagali. Ni bil požig, ampak je strela udarila. Večkrat zaporedoma eno področje, se je malo začel, pa je pa veter raznosil. Tisto področje ni bilo za pridati za kakršnokoli cesto, tako da smo mi tako hodilke dobesedno čez drn in strn. Na začetku je bila oprema samo te požarne metle. Požarne metle, to je, predstavljaj si metlo, zdaj pa nima serkovega dela, ampak ima krpo, kao. Ne, ima želez, tako plahtasto, ali pa da smo jih pa improvizirali, pa smo jih naredili iz teh neblatnik, a veš, pri trvonjakih, a veš, une metlce, ki imajo. Pri gumi, vem. Ja, tisto, ki je zelo trpežno, to smo imeli naliman in to smo pa mlatili po ognjeni liniji. Na začetku še vode nismo res ful imeli, ker tudi, ko smo imeli tisti rezervoar, tudi ko se je izpraznil približno 1 uro, uro pa pol, da smo dobili novo zalogo. Drugi dan isto, ko to je težava, nek pogasiš, greš na drugi flare pogledat, potem pa nisi dobro pogasil, kaj je tlel, si spet na levo spet začel in to smo samo letali. Krči grabel, ljudje skapada zaradi dehidracije. Jedli smo enkrat na dan, še to tako na hitrco, ko so nam domačini pa nesli lubenico, kruh pa kekse. Vse je bilo dobro, lakota je najbolj sežečimba. Sta lubenica je bila nekaj najboljšega tistega, še si dehidriran. Vse zaradi tega verjetno. Ta 3. dan smo pa že dobili dodatne ukrepitve, smo že te zaškropiti, veš v nekom še rezervoar od zadaj. Vem. Smo z vodo nafilali, pa smo pa mi gasili, so ljudje hodili za nam, pa to špricali, da je bilo vsaj malo ustavili to tletje. En helikopter nam je soseden park zrihtal, pomagal. Mi smo samo pomagali zraven, nismo to organizirali, smo mi samo pridodan za pomoč, jaz še kot medicinska asistenca, če bi karkoli se komu zgodil. Tako da, ta 3. dan smo že dobili še helikopter, pa z balonom, pa že z vrečo, da je prihajal pa zajemo, jaz pravim, ti si bilo najbolj tak zelo zoprn feeling. Treba je bilo spucati rezervoar z vodo, pa je bilo en kup vej dol in tudi tiste veje treba dati ven, zato da helikopter za vrečo ne zapne in da ne gre dol v zemljo. In prijem pa je možak reče, ne noter iti, ki je svinsk, pa njega vidim samo v gatah, pa vidim ti sklot, jaz sem tega mogel sam. Pa sploh nisem pogledal, slekel sem se, samo dolgat, imaš ti zdaj rekli nekaj, kakšnih idej dobivo. In grem noter, je pa po gnojnico skočil noter. Tista mlakuža, pa neki
toplo. Ja. Pol ti spravimo ven, pride helikopter, vreče zame, je odlično. Z bogonom poj. Ja, pa smo šli naprej delati, čez ene par ur smo Dobro, se pa stoširali. Ja. Tisti je bil zelo dober tuš. Sem drgnil s praškom, se dajmo. Ja, sem kupal ta, čak to je vzel Kini, ne? To si ti v tem kempu. Kako pa voda tja pride, kaj, imajo tudi ževanco, kako vse in je vodovod tam? Ja, vodovod je. Mislim, mislim, to je mislim, ali imajo vodnjake, ali je kakšna pumpa in pa se vleče od njih. Mi sicer, naša pumpa, ne naša, pač tam ko se je začel, ko smo vodo na začetku prideli, je bila pitna, hvala Bogu. Nekaj se je zajel, ne vem točno kaj, ampak preveč soli je noter pol prihajalo v vodo in ni bilo zapiten. Tako ne, tako že ko si se tuširal, je bilo že, kada bi se tako za slano vodo šel čez. Tako da smo jo skozi vozili, pa svoje rezervoarje filali. Ja, mislim, da smo imeli saj za kuhati. To je bilo to. Pa mislim, kuhati pa za piti. Ja, no, vse to je to. Tako da za rjavo vodo, za tisto vodo smo se pa saj tuširali. Se pravi, pa si za Švico zbil slan, pa poj si še slano vodo, se pravi, zbil tako in slan tip je tam. Ja. Tako nekako. Dol imate neko vizijo, da bi naredili neko akademijo, ne? Za rangerje, oziroma neko šolo ali neko fundacijo, če sem te prav razumel. Mislim, jaz sem samo podizvajalec, jaz to čisto nič nimam nobene vizije. Dobro, ampak si v tej ekipi, no, mislim pa škola, se ne pravim. Ja. Sem v ekipi, ki sem rekel, da če bom strokovnjak za medicino, rekel, ja, lahko pomagam. Način delovanja je pa tak, da prenehamo z usposabljanjem pač domačinov, v smislu, da jih samo usposabljamo, ampak mi zdaj hočemo največ narediti trenerjev, tako da train the trainers. Ker mi hočemo vzpostavljati šole po Afriki, da oni sami delajo svoje strokovnjake na tem področju, da jim dajemo ogromno znanja, da so force multiplier. Da ni samo, da jim, mislim tako, da je mislim, daj človeku ribo, ga nahrani za en dan, da je nauči ga ribariti, nahrani ga za celo življenje. Na tak holističen pristop se gre. Vse je zastonj, usposabljanje, zato ker fundacija dobiva denar iz različnih dobrodelnih organizacij po svetu, lih za ta namen. Tu se lahko vsak park prijavi, mora izpolnjevati posebne pogoje, zaradi tega, da je transparentnost, da se nauči paravojaških enot, poskrbeti, mislim, oni morajo imeti to pošlihtane, da imajo zavarovanje, da imajo logistiko pokrito, da so plače urejene, tako jih moraš, da bi se jih prisilimo delati prav, če imajo kakšno pomanjkljivost, levo ali pa desno, se tudi slovenska firma imajo pomanjkljivost, pa če to je povsod. Ampak ja, oni to vse blokce odčrtamo jim damo recimo strokovnjake, kot smo jaz. Mislim, jaz sem samo za medicino, pa še sledenje, božitev in taktika, veze, preživetje. Seznam gre, ni da ni. To pač prehajamo noter, jih naučimo in probamo jih naučiti na tako stopno, da oni lahko druge učijo. Se ni isti nivo, kot jaz, ampak boljš kot nič. Na začetku nimajo nič, tako da jim počasi, ja, je taka naša nova vizija, da se ustanavlja šolo po šolo po šolo, ja. Rekel si base, a sem jaz to zdaj prebral? Base trening, realizacija base treninga. Ne. Ne, jaz ne spomnim tebe narobe zastopal. Ok. Ti dajete vi, se pravi, te rangerje v te scenarije. Reality-based training. Ok, base training. Base training. Okay. Ne, naš pristop učenja je pa drugačen od večine treningov na svetu. No. Tudi jaz sem ga zelo učinkovito apliciral v svoje učenje, ker, kot je pač ime, reality-based training, trening, ki temelji na
realnem stanju, kot je. Da mi gremo stran od, da delamo samo taktične, mislim, da delamo praktične postopke, ampak da te praktične postopke vedno damo v nek kontekst, nek realističen scenarij, ki ga lahko narediš zelo efektivno za malo denarja, samo domišljijo moraš imeti, pa malenkost več dlje časa mora usposabljanje trajati, ker ta logistika vse to skupaj traja. Tako da ne dobiš, kako rečeno, večino medicinskih usposabljanj po svetu ali tudi v Sloveniji, no, da ne bojo mislili, da smo Slovenci izključeni iz tega. Ranjenca vedno dobiš na hrbtu, nezavesten, pa to je to, na tleh. Ja, mislim, ja, to je to. Realnost je pa, mislim, realnost je drugače, da ga dobiš, recimo lahko na tleh, ampak je na boku pa se pogovarja s tabo, ali pa kriči, ali pa da mu nič ni, da je histeričen, take zadeve, da ukomponiraš vozila, več ljudi, lokalno prebivalstvo, da bi mi rangerji usposabljamo skupaj z lokalnim prebivalstvom, neko tlele bo vaja, ali lahko samo prijete pa gručo ljudi naredite. Ker tako je dejansko realnost. Ne vem, že v Ljubljani reševalci, ko pridejo, ljudje pridejo v hund, ko pa se naredo, ja. Takoj se zbere. Ja, pa telefoni ven, pa vse te zadeve. Mislim, to je, na take zadeve je treba tudi pripraviti naše ljudi. In ja, mi na tak način probamo. Pa tudi metodika je pa tudi drugačna, ker mi scenarij nadzorujemo. Če je karkoli narobe, recimo v scenariju, da gre po nezaželeni poti kam, ali pa da sam vadbenec dela katastrofalno napako, mi zmrznemo scenarij, rečemo stoj, pa se vsi, se statisti ustavijo, vadbenec se ustavi, daj mi povej, kaj hočeš zdaj narediti, pa da on ti pove, miselno pot, miselni proces, to pa to bom naredil, dobro. Ker meni je izgledalo, da hočeš, ne vem, s pacientom to narediti, pa sem mislil, da ga boš ubil, zato sem te ustavil. Ker na ta način, ko si zdaj mi opisal, ni najboljša izbira. Potem pa mu daš čas za premislek, a veš, kaj bi naredil. Potem, če ponovadi se domisli, če si ga dobro naučil, če ne mu pa lepo z sugestijam, z vprašanji ga vodiš, da on sam pogrunta vedno, kaj mora narediti. In potem rečeš, ko boš pripravljen, gremo nadaljevati. In potem scenarij se nadaljuje. Statist, če se prej dero, kaj je se, ker se je ustavil, zdaj pa nadaljuje, statist se spet začne dereti. To je dobri igravci poje. Ja, moraš tudi navaditi potem te same statiste, roleplayerje. Ampak mi gremo na to, ker pač treba je poznati možgane, kako delujejo. Če boš ti vodil cel scenarij eno uro in po naredu debrief, ti si naredil spominske poti, vse napake, ki si naredil, to je spominska pot, to je tista izkušnja tvoja. Pa po eni uri ti bom jaz povedal, to je bilo slabo, to je smo za 40 stvari, ki je bilo slabih. Ne boš nič novega se boš naučil. Mogoče boš eno stvar si zapomnil, pa še to slabo. Če mu pa možgani kako delujejo, če pa ti zmržen scenarij, prejem bi tisto napako naredil in ga z izpraševanjem ga vodiš do pravilnega postopka, do pravilne metode. Zdaj pa nadaljuj. Gre naprej in on ima točno, tudi če bi slučajno 3-4 zajel, karkoli, pa si ga ti ustavil, popravil, levo desno balanciral, on ima samo pozitivne izkušnje. Da je točno vedel, kako je to. Ja, ker si ga na licu mestu ustavil. To je pač izredno efektivno. Vse to je pri vsaki stvari, če to pogledaš. Tudi če bi nekoga recimo učil snemati, če tako pogledaš. Zdaj, posnel si slab video, to snedel, ali pa si recimo z njemu, pa mu točno poveš, kaj si le zajebal, 180 previl, to je tako pa tako. A jaz mislim, da to že tako, da bi to že nasploh to delali, to je zdaj v bistvu neka nova metoda, ali kako? Ne, načelno že kar nekaj časa uveljavi, ampak strašno ni popularna zaradi
Bom tako povedal, kako gre zaradi nesprejemanja starih džomb, ko učijo in je njihov ego je ranjen, zato ker on se ni spomnil te nove metode in tega noče ukomponirati, ker name so se drali vse to. Ja, zakaj pa je treba, aj kaj dober, da se zadrli na te? Kako si se počutil? Ja, za nič. Ok, zakaj pa se mora on za nič počutiti, ko ga ti naderaš, da je kaj zajebal. Sej, če delaš medicinske postopke, pa da en te nadera, da si zaje to polno tretje, pač v učenju. A misliš, da ta človek, ki je hotel unga rešvati, pa ki je zajel, a misliš, da je hotel ga ubiti, kaj? Ne, on je to delal v dobri veri, ampak pač ni bila najboljša zadeva, da je to naredil. Ampak hotel je dober. Tako je treba to tretirati. Ne pa najbolj nagivnega, ki jesi, ker to mu ubiješ voljo do učenja. Sem zajebal slabe volje, ampak da ga tudi v kritiki, da se pozitivno obnašaš do njega, zato da se bo hotel učiti, ker to je odraslo izobraževanje. Pa ni, ok, spet nazaj, včasih je pa tudi treba komu jebati mater, če tako rečemo. Ampak, nisi fokusiran. Ja, recimo, ampak ti se recimo prej selekcija za specialno. To je test karakterja. Test karakter moraš ga dati v težke psihične preizkušnje, da zamajaš to drevo, da bo gnili jabolčki padali ven. Tako. Potem, ko ni več to potrebno, ker že vemo, kakšni so ljudje, je treba pa na drugačen pristop. Zato, ker mi hočemo ljudje naučiti, ne pa samo, boš šel čez trpljenje 7 mesecev, 1 leto, pa boš pa vreden nas. Če bo on skozi neprespan, skozi bo trpel, skozi bo se bal bati in tako, se ne bo nič naučil. Če bo skozi mislil, šit, gre, spet se bo dalo name, neprespan. Koliko novih idej dobiš, ko si neprespan? Ti bolj slabo. Pač možgani ne delajo tako, kot mi hočemo, da v filmih da delujejo. Ja, bravo. Dej mi povej, omenil si mi, da bi napisal novo knjigo. Zdaj glede na to, da ima tukaj risa in da se knjiga še vedno prodaja, da je še vedno na voljo, še vedno ljudje lahko naročijo. By the way, tudi na podcastu bomo te 3 knjige podelili. In deva, preden gre naprej na vsebino. Jaz bi kar eno podelil na YouTubu. Ostale bomo podali eno na Facebooku, pa eno na Instagramu. Okay. Se mi zdi tako, da je ta kao huda scena. Cool. Ampak, ne more vsak dobiti knjige, ker tako je prav, da damo neko nalogo ali pa mogoče neko vprašanje. Če lahko zastaviš vprašanje, ki je bilo v podcastu, kaj je rekel Luka na to pa to? Recimo, kaj pa bi dala? Se deva malo, deva skup najdete. Kaj je Luka rekel? Čaka, prejšemo podcastu, tako mu rekel, ne v temu. Nerodna tišina. Zdaj se prav se spomniti nekaj tako, da bo res kar neki. Za koga je šel, mislim, rekel sem, da knjiga ni narejena za dobiček, razprodana je bilo v 11 dneh, fulnarje je prišlo. Tako. Potem sem pa dal denar v dobrodelne namene. Komu, ne? Komu, ok. Tako, ste razumeli? Ste slišali? Filip, se razumel? Filip je Mesi. Ok, knjiga je bila delno, bomo rekli, zaslužek je bil delno dan v dobrodelne namene. Nas pa zanima, komu, oziroma kjeri, bom rekel, kaj je bilo to, društvo, a sem zdaj že preveč povedal? Ti že preveč povedal. Ok, se to mora rezati. Ok, knjiga je bila delno namenjena kot dobrodelna in komu je šel del zaslužka. Dajte v komentar napisati in enega izmed teh bomo potem tudi nagradili s to prečudovito knjigo Izpoved bivšega pripadnika specialnih sil RIS. Evo, to je to. Rekel si, da bi več knjig napisal. Ne, nisem tega rekel. Ja, rekel si. Ne. A pa da še eno knjigo?
Jaz sem rekel, mogoče bom. A mogoče to, boš? ja, ampak kdorkoli je že bil pri procesu tega, Ve, da ve, da ni to mači kašelj. niso solze, če posveka. Tako da nekaj let bo mogel miniti in mogoče bo nastalo nekaj. Mislim, Ampak glej, si še sugestija mlad. Ful si mlad, a veš. sugestija v knjigi je za novo knjigo. Tisti, ki so predali, bo rekel, ja, sem eno stran že napisal. Res, rabim pa dobiti nekaj, rečemo tako, no. Če bom živel v življenju tisto, ki se mi zdi vredno živeti, bom mogoče šel spet v ta proces ustvarjanja, ker to nisem sam, to je cela ekipa. Če mi bojo spet pomagali, pa podprli, ja, ampak najprej moram pa živeti življenje A si ti vredno. misliš, da je ustaliti, tako bom rekel. Zdaj gre čistko, se pravi osebno. Ustaliti, bom rekel, dejansko veliko potuješ. Ta tvoj šiht zahteva, bom rekel, polnega tebe. Se pravi, če bi imel zdaj družino, bi isto to delal? Govoril, Nimam družine, tako da jaz nimam te izkušnje, Ja. da bi lahko sploh odgovoril pragmatično na to. ampak a bi lahko, dejansko bi lahko imel družino pa to delal, sem odvisno zdaj od partnerke, kako bi te pa tem podpirala. Če te ni, ne vem, tebe ni 5 mesecev recimo, ne? A ne? Težko. Ja. Težko, treba je izredno dosti komunikacije, prilagajanja, dobro, internetna povezava, banalne stvari, ampak za vprašanje, za ustaliti ali pa kakorkoli. Jaz bom terensko delo upravljal vsaj še 5 do 10 let. Potem, vsaj tako bom jaz v glavi, da bom en kapital naredil in mogoče bom odprl eno podjetje, ki bo za zdaj ostalo neimenovano, pa nič ne bom govoril o tem. To je recimo moja dolgoročna vizija, 5 do 10 let, ker potem več ne bom bil več mlad, nočem pa samo to delati, kaj denarja bo, pa nobenega nimaš. Veš, kdo bo prišel, ne vem, kako bo s tabo kaj narobe, da ti da župco, rečemo tako, banalne stvari. Pa ne samo zaradi župce. Da imaš življenjsko, pa tudi je to potrebno, da imaš življenjsko linijo, ki te vrne nazaj, ker ti, če nimaš ničesar za izgubiti, to je izredno osvobojoče je to, ampak je tudi najslabša stvar, ker če nimaš nič za izgubiti, potem boš več rizika vzemal. Več rizika, ko vzemaš, enkrat boš naletel na mino in to bo šlo gor, levo, desno. Če pa ti eno tako neumnost delaš in vedno pomisliš, ojoj, in pol, ko se to mine, veš, ok, hočem imeti nazaj, komu, če si sam. Tako da, je vizija, mislim, jaz tudi čist drugače interpretiram to ustalice. Jaz ne mislim to ustalice, da bom zdaj pa samo na eno mesto šel, tam je to kralj na Betajnovi in to je to. Jaz mislim v kontekstu ustaliti malenkost manj potovati, ker jaz rad potujem. Malo manj terenskega dela, več organizacijskega, pač na tak način progresija, ker jaz ne bom bil več tudi toliko agilen, ne bom bil. Ja, ne bom več toliko znanja imel in takrat je treba vedeti, kdaj je tvoja ura odbila in da greš v stadij svetovalca in ne toliko terenskega dela, da lahko ostaneš v biznisu, ne? Ja, da lahko potem še vedno mladim svetuješ, kako pa kaj. Ker zdaj meni starejši svetujejo, kako pa kaj ne delam, jih izredno spoštujem in jaz upam, da bom vsaj pol toliko moder, kot so oni. Če bom jaz pol toliko moder bil, kot so oni, bom vsemi vesel, no. Rečemo tako, no. Ampak ja, treba vedeti, da ti ura odbije. Tik tak, tik tak, tik tak. No, fis. Ja, ne, vse to je to, ne, vse to je 10 let. Ok, se pravi, zdaj imaš tako, v teh 10 letih, kakšne imaš plane?
Zdaj, samo karijera, to 3/4, bi kaj rad šel kam, še nisi bil, ali si čisto odvisen od tvojih šefov, ali kako? Mislim, trenutno jaz delam večinoma samo po tujini. To, kar delam po Sloveniji, je tako bolj pastime aktivnost, ker treba je vedno nekaj delati, ker prazne roke so hudičeva delavnica, to dostakrat ponavljam. Ja, samo na pizdarje misliš, če nekaj ne delaš. Zdaj bom šel 4. julija, šibam v Kenijo spet. Mislim, da je 4 mesece pa pol, naslednji teden dobim razpored, ker je določene zadeve, pa tudi COVID zraven, ne morem vedeti točno. Ko prijem nazaj, vem, da imam takoj 2-tedensko usposabljanje nek v Evropi, potem pa mogoče do novega leta celo nič, ampak zdaj je zelo težko rečem kaj zatrdnega. Za novo leto takoj se lahko na vidiku Gana pojavi, pa Zimbabve. Se pravi Afrika. Zdaj pretežno Afrika. Mislim, jaz deloma v conservation za ohranjanje narave kot inštruktor taktične medicine Parčevajo, pa tudi v zasebnem varovanju kot telesni stražar. Samo po tujini. Telesni stražar. Ja, telesni stražar pogodbeno. In ja, zdaj sem jaz odvisen od tistih svojih šefov, ker je, kako ne rečem, izredno srečo imam, da so to poslovni ljudje, ki še vedno dajo nekaj na besedo. Tako da jaz, če se nekaj zmenimo, pa če le ne pride COVID vmes ali pa kaj takega, se bo to držalo. In ker sem večinoma razpolagal samo njim, in sem vedno na njim razpolagal, me vedno radi pokličejo, zato ker sem jim, rečemo tako, predan. In karkoli recimo, ne vem, planiram, da bom šel, ne vem, rečemo, karikiram 7. januarja, da bom šel pa s kolegi ven pit ali pa nekam žurati. Na morje. Ja, da me pokliče šef, ja, 5. moraš kaj leteti. Razumem. Pač, ker vem, imam prioritete, ker tudi jaz imam tiste prave prijatelje, ki mi bojo vedno razumeli, nimam jih dost, ampak bojo vedno rekli, veš, da pejt, se vemo, kaj delaš, kako pa kaj. Noben mi nikoli zameril, ampak imam pa jasen cilj, treba delati, ker to ni samo karijera, to je pač način življenja, to je lifestyle. Na to. In če nisi aktivna figura na šahovnici, ja, pač ne moreš več. Ja. Ne boš 2-3 boš zavrnil, potem pa nobeno več klical. Kako imaš ti recimo zdaj portfolio, ne? Bomo rekli, CV, bomo rekli, ti si v tem okrogu iskan. Nisem še nobenega pod CV-ja. Ne vem, ampak ne govorim ti zdaj, boš CV ti pošel. Ne, ampak... Ampak kaj mislim povedati, ne? Se pravi, v tem okrogu si poznan, ne? Ali to bom rekel, kako zdaj nekdo to posluša? Pa reče tega Luka Zoren, če res Jack, da je tudi to bil stari. Pa recimo, okay, da pustimo zdaj, da vsak ne more biti verjetno specialc, bil pa recimo, tako kot so govorila, mogoče osebno varovanje. Kaj je stereotip tega? Kako rataš bodyguarda? Je to sreča ali je to šola za to? Ali je to... Mislim, jaz osebno sem po nesreč noter zajedel. Zaradi vez in poznanstva me je noter povlekel. Ratal je, zato ker sem se dokazal za svojim kolega je odprl vrata, jaz sem pa naredil korake, da sem stopil noter, kot se vsi zavedamo, odpiramo si drugemu vrata, ti boš pa naredil svojo pot. Ampak zelo redko ti dajo šanso, pa da ti odprejo vrata, zato ker je njihov ugled potem na liniji. Boš ti svojemu šefu ponudil enega, jaz mu zaupam, on bo pa kaj za J, pa tako nekaj katastrofalnega za J, ja, tvoja beseda ne velja več. Tako, se pravi, ti nisi precenil, ti nisi v bistvu dosti dober. Ja, tudi nisi ti, nimaš dovolj, nisi ta svoj miselni proces dovolj angažiral. Ja. In jaz imam, na tak način sem prišel noter. So tudi šole za to, da postaneš
Za zasebno varovanje, ja, lahko vsekakor. Dobro je, da imaš kakšno ozadje vojske ali pa policije, ni nujno, res ni nujno. Jaz poznam ene izmed boljših varnostnikov, ki niso bili nikoli v temu in imajo pač čut za ljudi. Kaj pa vojski, ne vem, kaj pa specialci iz policije pa vojske, ja, pač razbijo si vrata, zdaj pač to, zdaj treba pač vrata odpreti, za staro ženičko. Ne, za staro ženičko treba vrata odpreti, ja. Pa tudi če je recimo zajebala, pa prišla v napačen prostor, ne smete glede noter sedeti. Stara gospa je lepš boj. Čist stara ženička mama. To je od enega nona. Rekel, da moraš se znati obnašati. Ta vojska policija ti da recimo trde hard skills, trde skille, pač ne, uporaba eksploziv, ker tega ne veš, kaj da se uporablja. Orožja, pa vse orožje, ne, pa tudi ta taktika, ne, verjetno. Ja, to so hard skills. Soft skills je tisto, kar te bo prenašal še šiht za generacije naprej. Ker če ti samo Bot ljudi če si ti samo kreten za mišicam in nič drugega ne znaš narediti, nič živo, hvala prosim, pa kaj te ima kdo za ponucati, če se te vsi bojijo? Mislim, doskrat je tudi kakšen klient, ki hoče imeti samo tiste dvometraše, pa rečeš, vsak, ki je v poslu, vidi, da to, to je samo šajba, ker so tam, to je show of force. Ampak, če hočeš imeti res efektivno varovanje, pa sploh tvoj klient ne sme vedeti, da ga varujejo. On mora kar leteti. Casual, ne? Ja, on mora kar leteti po tleh. Sploh ne hodi, ker je pač vse brez hicupsov, vse brez kakšnih zajebov. Ni paparacijev, ni slučajnih žeparjev ali pa kakšen bi ga bil obrukov. To recimo, kakšni pa gleda, ne vem, kaj bi že to. Kevin Costner je bil bodyguard, ta film. Kaj je bilo? Nodune pevke je bilo to. Ja, kjera že? Škera pevke je bilo to Roki, pa ti, pa vem drugač. Se ni važno, ampak ja, to ni, mislim, da bo stregel tvojemu klientu levo in desno. Whitney Houston je bila. Da bo tvojemu klientu stregel levo in desno za terorističnim napadom, pa to zelo težko to preprečiš. Pač it is possible, but not probable. Rečemo tako, no. Tudi zato je treba biti pripravljen pa vedeti in tle se res dela na temu, taktika pa planiranje v primeru tega, pa unga tretjega se za to dela drili, ampak od 99,9% ne bo tega. Hvala Bogu. Boš mogel večkrat šefu dati aspirin, ki ga oboli, kakor pa esmarh na vrat. Ja, pa tudi budžet je verjetno kletot, ne, zdaj, tudi nek, rekel, zdaj, a ne. Ja, mislim, če imaš helikopterja dobiti, če ni, ne. Ja, točno to. Če ni, no, mislim, se lahko predlagaš, če ni, mislim, to on vedno na koncu se plačuje. Ta načrtovanje mora biti moje res cool stari, moj. Tudi kot doska igrca. Mislim, po moje, točke A do točke B mora zdaj priti Putina, ne. In zdaj tiskaj vodja varovanja ima res te protokole, po moje je to tako fan. Ne vem, če je beseda fan pravilna za opis. Ne govorim fan zdaj tako, da je pač davno, ampak po moje tako je dosti nekih stvari, ki jih po moje ne vidiš. Ki so pomembne. Ja, ogromno. To je fan. Mislim, zabavno. Troubleshootati je treba vse stvari, ker ob kateri uri gremo? Ob 12. Kdaj je pa največja količina prometa? 12:20. Statistiko gledaš. Pa če bomo zamudili, gremo lih v končnico. Se da ki iz ognja, gremo po južni ali severni voznici. Tako so take banalne zadeve se potem upošteva. Ne vem, noče tvoj klient imeti težave z novinarji. Pač gremo v hotel, ki nima novinarjev, pa pogotoviš, da v hotelu je, ne vem, pa en slavni igralec, veš, da bo novinarje, gremo drug
hoteli zabukirati, ker je ta varnost. In ni samo za varnost, ampak tudi za njegovo lagodje, ugodje, počutje. V bistvu bolj to, ne? Ja, mislim, ni bolj to, vse skupaj, to je miks. Ja. Ker on ni samo za varnost, ampak tudi se iz varnosti. Varnost ni samo to, da ti noben ne streže po življenju, ampak je tudi, da se ti da se imaš počutek, da si varen, da ti je kul, da ti je lagodno v svoji koži, ko veš, da karkoli boš rekel svojemu stražarju, bo urejeno, preslej na takšen, na drugačen način. To je ta feeling, ki ti ga probaš zaščititi na vseh levelih. Ne samo to, da če boš krvel, ti bom za kar porane. Kako je to rekel? Ja. Ja, ne, če posebno Justin Bieber je, ne? A veš, ali pa kakšnega tazga. Se pojem, bo tam... Jaz, če bo šansa, nikoli ne bom delal za to, ne. Justin Bieber. Ne, nobenega zvezdnika. Pa da, tako keša, ne? Ne, nobenega zvezdnika Zakaj? ne bi, zaradi tega, ker jaz, Kaj se ne mojih živcev je preveč škoda. Jaz sem izredno profesionalen, jaz vem, da ne bi prišlo nobenih ekscesov pa vse to, ampak ti zvezdniki so preveč vihravi in poslovneži ponovadi vejo, kakšno agendo je prišel v tisto državo in to se bo ponovadi držal. Malenkostna odstopanja bojo levo, odvisno kakšnega imaš poslovneža. Zvezdniki pa, kaj bi šel? Pa zvečer ti pove, ja, kaj bi šel? Ker če hočemo narediti to, da je varno, rabiš imeti več časa za pripravo. To ni samo, da si reaktivna sila. Reaktivna sila, da neka situacija se zgodi, pa moraš reagirati. Ampak hočeš biti aktivna, progresivna sila, da vse te stvari že izničeš, že preden se začnejo, da ti veš, po kakšni poti boš šel, ne pa da priješ, ne vem, zjutraj se zbudi, pa reče, ne, jaz bi šel pa na drugo stran države, čez 600 kilometrov in kao ti pa vtipkaš v Google, ja, pa gremo, no, če res hočeš, ampak to ni najbolj varen, no. Ker mislim, še posebej, če je droga v igri, pa ti ne droga. Ja, ne, ampak celebrity je pa odpira, ne? Ja, ok, tudi to, ja, ampak denar privablja takšne in drugačne ljudi, ponovadi slabe, pa oportuniste za čin, pa sej ni samo, da bojo, okej, da bo kdo ga ubal ali pa kaj tazga. To ni spet toliko za... Se dosti, da ga ukrade. Ne, ni sploh toliko za pričakovati, da bi se to zgodilo, odvisno, če je res kakšen kreten ali mogoče tudi. Ampak najbolj je vredno dan danes, da se njegov imič uniči. Bravo. Veš, to je, se to ne boli, če boš mrtev, se te ne boli. Bil je s mladoletencem, je bil v hotelu. Ne, to je cela karijera šla, cel grunt, samo za tega. Ok, se ne da, zdaj boš pa vrval, da je pedofila ali pa kaj tazga. To nisem to rekel. Dogaja, ne, ampak tako pravič. Ne, mislim, sej ni, načeloma ne toliko pogosto, kot bi recimo mislili mi, ampak že to je, če ena, ki že rečeš, ok, je dovolj staro, sem ne zgleda, že to je varovanje, da mu preprečaš v bistvu. Mislim, kako Se ne to ne rečem, moraš, ti mu vedno svetuješ, kako pa kaj. Mislim, jaz nisem imel še nobenih težav s tem. Res, Dobro, saj se tako pač, ja. hvala Bogu, ker pač to, mislim, moralen čut moraš vedno pred tem šihtu pustiti od zadaj. Ne smeš, da gre s tabo, ker če recimo hoče tvoj klient na kakšno politično obzorovanje, ki tebi niti mal ni pogodu, ja, ti si plačan, da si profesionalen, da boš bil tam. Ja. To je to. Ti nisi plačan, da tam svoje moralno zadoščenje Seveda, pa da veš, pa da ga boš ti nekaj naučil. To so, če imajo milijarde, to ima neki pametni v glavi. Se ni kar tako podarjeno bilo v zibelko. Ok, pustimo takšni drugačni ljudje. V veliki večini definitivno. Mislim, so pa sprevrženci lahko bolj. Ne? A veš, kad imaš enkrat toliko denarja, po moje... Dolg za zrata, pa zdaj moram nekaj to probati, moram nekaj tretja. Vse ne veš, kaj se vse dogaja, pizda. Tako, ne? Jaz, kako ne rečem, nevednost je blaženost, kar delajo za svojimi lastnimi
sobanami, pa vse tako, mi je relativno vsem. Ker meni je jasno definirano, na kakšen način, kdaj pa kako varujem. Če gre pa on pol na svojo posest, ko ima drugo varnostno ekipo, ker je samo pridajo varnost in rečem, ok, smo zmejeni, ok, cool, zdaj vi prevzemate. Čau, Bela. Ja, jaz se ne obadam s tem. Ja, ne, pa se prav, da ne. Mislim, se to je tvoj ših, ne? Ja. Ja, ampak ja, veš, to je čudna sopota, ne, teh ljudi. Ja, zanimiv podcast. Moram pa Justin Bieber odpade, ne, toliko, da naš... Vsi zvezdniki odpadejo. Ja, Bieber, če poslušaš, ne. Kaj pa zvezdnice? Kaj pa, ne predstavljaj si zdaj, nekaj ne vem, rekel, na čisto da beba, pa reče, da jih... Vkolikor bi šlo... Spet ne smešno je. Vkolikor bi šlo to čez in ja, potem s kom greš, to je mehen svet. In vse se zveje preslej in je tvoje ime uničeno. In če se hočem pa profesionalen biti... Spet je biti... kontra, ja? Ja, vse, uničen boš. A si vreden za tistih 5 minut, ja, 7, če imaš tumfe gor. Da si kariero zapiraš na tak način. Ja. Zdaj, ko potuješ, se cepil? Jutri se cepim. A si se? Ne, jutri se. Aha, jaz sem se prejšnji teden. A te je položil? Ne, ni nič. Okay, jaz sem se z modernimi ljudmi, modern človek. Kaj boš vzel? Mislim, jaz imam Pfizer za razpolago. Pfizer, ja. Pfizer je najbolj kao... Nisem to spustil v to. Ampak nik se to temo načela, recimo. Ker jaz zdaj opažam tako, kak folk je ful proti temu, eni so ful za. Jaz sem neko mes, se pravi bom rekel, da sem za, pa nisem za. Sam sem za zaradi tega, ker vem, da mi bo to pa ne omogočilo svobodo, ampak enostavno, če potuješ, če 3/4 je danes, verjetno če v Afriko, to moraš imeti, ne? Ja, jaz to tretiram samo kot ena stvar, ki jo moram logistično urediti, zato da lahko normalno delujem po svetu in to je to. To ni nobena represija zame, da je kakšen mikročip noter, ali pa je tazga. Lej, so dosti cenejše variante. Zakaj mislijo, da ti lahko reče, to je ful banalna stvar, pa sploh ne smemo, ful mi je bilo zasmejati, ker so te teorije zarote, pa čipi noter. Vse te s tem le sledi. Ja. Tej no. Ja. Te ne bluzati. Ja, pametni uri, mislim, ja. Tako je, ampak ne, jaz samo v karieri sem bil že toliko precepljen, da je še ena stvar, da bojo noter zagonili, ja, to je to. Zagon. Joža požen. Ja, drugače pa se pravi, stranski učinki so pa različni, a ne? Ja, vse to sem vprašal, kakšne moje kolege mislim, roka me je bolela, šfa zdaj pravijo, pizda, to mi je rekel en kolega in slabe. Je rekel, če imaš dober imunski sistem, te zagon. Če imaš pa slabega, te pa ne. Skaj, to kaj na temu ti, ki si medicinc, mogoče kaj? Nisem se spustil nič v to. Ja, no, ampak okej. Ne, nisem se spustil nič v to, ker ne da se mi. Že toliko je teh polemik v levo, desno o tem zadeh. Jaz sem šel najbolj tako ignorance is bliss, se ne spustam več v to, ker ne vem točno kaj dejansko je za COVID-om. Mislim, toliko so mediji, toliko so te vere informacij postali koruptivni, pomazani, da ne sledim več nečemu in skušam ignorirati, ker so ko so taki ukrepi, ne samo v Sloveniji, po celem svetu, tako čudno sprevrženi, pa ne samo ukrepi, pa tudi ljudje na konti strani imajo tiste svoje teorije zarote, zdaj noben nič ne ve, pa vsi se deremo čez drugega, nobenega dialoga ni, nobenih soglasnih študij, da bi rekel, ok, tole zdaj vemo, kaj se dogaja in takole gremo. Se vem, da je nova zadeva to za cel svet, cel planet, ne moramo mi tako vsi enostavno enako reagirati, ampak zdaj cel svet je v razsulu, recimo že zaradi potovanja. In jaz preden grem, ne vem, če grem po 2, 3 različne države, jaz
meni to vzame za planiranje ne par ur več. Aha, kaj moram iti, kaj? Zdaj se ti skozi Potem- neki, da ti v tam... Ja, pa tudi nimam problem. Ja, vem, ampak zakaj ne? Jaz moram potovati, jaz sem plačan za to, vse Moraš to gre na stroki strošek. zaupati, Ja, tudi to. Ne, ampak jaz grem tudi to gre na stroške šihta, jaz grem potovati, šef, hočeš, da potujem? Ja, ok, testiram ta COVID test. Bomo se naredili. Ja, ne vem, sploh ne vidim, mislim, ne poznam nobenega medija več, pa ne samo pač kot medijske hiše, ampak nobenega vira informacij, ki je neomadeževan, da se ni tako ali pa drugače omadeževal. Tako da ne vem, kaj je, tako da se odvikamo od te teme. Pa zdaj je overall konsenzus, da se je treba cepiti za cel svet, tako govorim. Cel svet zdaj to dela, tako da ok, nekaj je verjetno na temu. Da bi Da bila se taka zarota, kao neki da bi svetovna... tako zelo, to pa jaz sem, to je Se ne over bo- my zdaj- head. Zdaj bo vzih komentarjev izpod nekih, kva se zdaj to opiču. Ampak ja. Ne, glej, jaz spoštujem čisto vsakega, Če se jaz sem neko mes. če se nočeš cepati, nočeš se cepati. Če se hočeš cepati, daj se. Rekel, jaz se Sam ne bom frejari, sam delati. sam pojne frejarja. Če se jaz cepam, ne mi frejariti, oziroma... Na Facebooku, da cepil sem se. Ne, to, sej, še malo, pa bo, kao, ne cepljen. Ja. A veš, status, ki imaš ko meriti. Ne, ampak a veš, tudi ljudje imejte svoje stari. Če se sede cepati, se cep, če ne sede, se ne prepričuj ljudje ostale v obratno. No? A ne? Ne, jaz se čisto strinjam, ker tudi nimamo več tega normalnega dialoga o ničemer. Ok, pustimo zdaj korono. Mislim, ne bomo pustimo, ker lahko Samo začnemo. izpostavljaj, ne. Tukaj levih pa desnih bregov za to neumnost in ne moreš biti nikjer v sredini, vedno vsak je na svojem bregu, trdno, tam brani svoje mnenje, tako da bi ubil za njega. Rekel, dej, Pa pojma ni. chill, dej, če si ti svoje informacije od enega, ki ni doktor, oziroma doktor holistične medicine to prebral, ali pa od enega tehnika, nobenemu strokovnjaku ne zaupaš, ja ne vem, če imaš ta pravo mnenje. Ali pa tako, ko pa kakšen, ko pa preveč zaupal v sistem, to pa spet ni dovolj, ko pač da je zdrav sistem, ti treba tudi daj dvomati v kakšno zadevo. Treba dej, kaj pa če se mi motimo, Dajmo to je dvom. treba, daj Ja, mačkan dvom, ne pa tako slepo pričanje. Tako komunisti so tako delali, fašisti, nacisti so tako delali, naše je tako vse v redu in pač, ne vem, komunizem jih je največ pobol, pa so še ostali pa sledijo tam zraven. Mislim, komunizem ni bila težava, da jih je največ pobol, veš zakaj, ker je svoje, jih bobijo. Ja, saj Pač to. svoje, pač Ja, ni če si šlo bil nobene proti, druge. ja. Ja, ampak ja, to je ona trda prepričanja, nič drugega pa ne more priti vmes. Stejmo se malo na sred, malo pogovoriti. Rekel, pa zakaj ti to misliš? Aha, Dej poglej to pa to, tako ja. iz druge perspektive, ne sam, pač od stran se, malo stran pa poglej, ne, ker zgodba je lahko širša. Ne. Ja, jaz imam vedno tisto starek, ne pogovarjaj se o religiji, politiki, pa nogometu, pa se lahko z vsakim prijateljem. Zdaj mi je še tako, da še v COVID-u nič ne govor, pa je. Bravo, evo, lep zaključek. Ne. Je kao, ker zaključila pa je čez 7 mesecev se vidva, oziroma je tako najbolj, veš. No, Ker vedno znova se mi zdi, da imaš zmeraj več zgodbic, zakaj pa ne bi skup delili te zgodbe, pa rastali, mogoče pa bomo le čez 10 let, ko boš pa odprl na firmo, pa še prej. Upajmo. Boš, no, zakaj pa ne. Okay, Je prav, Luka, hvala ti. Kaj se dala tako, ne, tako, muško. Tudi bomo šlo, ko je tega, da bi to.